Kanada pa ravno v tem trenutku išče partnerja v Evropi na vse možne načine. Eno gospo sem vprašal, kako bi ona opisala Kanado v dveh besedah, in je rekla: zaprta vrata. Zato, ker če greš sam trkat, na vrata so večinoma zaprta in večinoma je ignorirajo. V Kanadi je približno 40,000 Kanadčanov, ki so vsaj deloma slovenskega rodu. Toronto je imel nekoč 3 slovenske četrti, od tega je ena zdaj korejska, druga je portugalska, tretja je pa mešana. Je pa zelo zanimivo, ne? Korejska četrt, ampak še vedno je tam cerkev Marija pomaga, nekaj pa samo vsi ti korejski znaki. Se naučiš dosti bolj ceniti Slovenijo. Lep pozdrav v novem SBC-jevem podcastu. Tokratni intervju pa je namenjen vpogledu ali pa lahko rečemo tudi kar razlagi življenja onkraj našega oceana, in sicer ne v Ameriki, temveč v Kanadi. Simon Pribac je tokratni gost. Simon, lep pozdrav. Lep pozdrav tudi vam. Veš kaj, na začetku te bom prosil, a se bo vikala ali tikala, dajva najprej Dajva se kar tikati. Ja. Okay. In drugo vprašanje, če mi mogoče lahko ti pomagaš, pravi naziv, ker vem, ko gre za diplomatske nazive, te ekonomske nazive, je lažje, če jih razložite tisti, ki jih imate. No, moj pravi naziv je ekonomski oziroma strokovni sodelavec za ekonomsko področje. A vidiš, zakaj nisem jaz to povedal? Ne? Še meni se zatika. Ja. In to na slovenskem veleposlaništvu v Kanadi. Tako je, v Ottawi. Okay. Zakaj si doma? Doma sem na obisku, ki sem ga združil z sestankom službenim, tako da prijetno izkoristim, no, bi rekel. Okay. Jaz sem si tole malo takole zamislil, da bova obdelala življenje ekonomskega svetovalca na slovenskem veleposlaništvu v Kanadi, kaj pravzaprav počnete, kakšen je vpliv Slovenije in slovenskega gospodarstva in če seže seveda onkraj oceana. Predvsem pa, ker sem že imel s tabo priložnost tudi klepetati ob kosilu, kakšne priložnosti ponuja Kanada. Če mogoče začneva najprej s tem, kaj vse počnete na ambasadi, torej na veleposlaništvu slovenskem v Kanadi za slovensko gospodarstvo, za promocijo tega, kar mi znamo, kar mi imamo, da lahko to prodajamo, predstavljamo tudi v Kanadi. Ena od najbolj osnovnih stvari, ki jih počnemo, je probamo pomagati slovenskim podjetjem, ki si želijo poslovati s Kanado. Ali se gre za informacije o trgu, ali se gre za informacije o pravilih, ali se gre za povezave z podjetji, z poslovnimi združenji, podobni kot SBC in drugimi, ali pa z regionalnimi razvojnimi agencijami, do tega, da organiziramo dogodke, kjer se promovira ali slovensko gospodarstvo ali slovenski turizem. In na vsak način probamo na eni in na drugi strani povezovati. No, zdaj, ti živiš v Kanadi, ne? Koliko časa že? To je zelo dobro vprašanje. Jaz sem med Kanado in Slovenijo od leta 2000, se pravi, to je zdaj 26 let. Ni bil celoten čas Kanada, jaz sem bila vmes obdobje v Sloveniji. Enkrat sem prišel za 1 leto, enkrat sem prišel za 6 let. Tako da mogoče bi lahko rekli slabih 20 let, da sem konstantno. Kako to, da si službo našel ravno na slovenskem veleposlaništvu, ker verjetno je v Kanadi vendarle na voljo, sploh s tvojim znanjem, še kaj bolj zanimivega? Ali je to najbolj zanimivo, kar si našel in tudi uživaš v tem? Dejansko je ta služba samo nadaljevanje tega, kar sem počel že 10 let prej. Prej sem delal na Kanadsko-slovenski gospodarski zbornici. Prav v obdobju, ko sem dobil ponudbo za to službo, sem pomagal ponovno vzpostavljati Kanadsko-slovensko gospodarsko zbornico. Predtem sem delal na različnih projektih, kjer je bilo povezovanje gospodarskega sektorja in javnega sektorja v Kanadi predvsem. Tako da to je samo nadaljevanje tega, kar sem že počel. V bistvu je logična. Veš, včasih se nam zdi kar malce zanimivo. Veliko govorimo o Ameriki, o Donaldu Trumpu, o carinah, pa gredo gor, pa gredo dol, pa Hormuška ožina, pa ta in druga vojna, in spregledamo Kanado. Ja. Kako Kanadčani, a že imaš kanadsko državljanstvo? Ja, že dolgo časa. Ja. Kako Kanadčani torej gledate na to umeščanje v svet, v katerem zdaj vsi živimo? Ko ste v resnici ogromna država, jaz rečem drugi pol Severne Amerike, ali pa drugi del, ampak vas kar spregledamo. Ja. Zanimivo, ne? Zanimivo zaradi tega, ker Kanada pa ravno v tem trenutku išče partnerja v Evropi. Na vse možne načine. Kot veste, v zadnjem času se je situacija med Kanado in Združenimi državami
Ohladila. ohladila. Po drugi strani pa Kanada in Evropa zaradi sporazuma CETA nimata nobenih tarif. In imamo brezcarinsko poslovanje za 99% proizvodov in storitev med Evropo in Kanado, kar dostikrat evropska podjetja, vključno z slovenskimi, spregledajo, na žalost. Kanada se v tem trenutku na vseh, in govorim na vseh nivojih, na akademskem, na gospodarskem, na kulturnem, na znanstveno-raziskovalnem, se želi čim bolj povezovati z Evropo. In tu imamo zdaj eno ogromno priložnost, še posebej za Slovenijo. Se je zanimivo, ne? Brexit ravno zdaj obeležujemo počasi že eno kar veliko obletnico. Dolgo časa je tlela neka mini ideja, ne, da bi Kanada postala del Evropske unije. Ja, A drži, ne? drži, Je drži. to drži. čisto zares neka živa ideja tudi v Kanadi med kanadskim prebivalstvom, ali je to zgolj neka posledica tega sporazuma, ker nimamo carin? No? Ja, ne, to idejo dejansko slišim med, tako bi rekel, na ulici, tudi kot med kolegi, ki delajo za različne vladne inštitucije v Kanadi. Tako da ni nemogoča ideja. Mislim, ne vem, kako je mogoče, da bi se Kanada Evropski uniji pridružila, ampak vsi razmišljajo, pa kako bi se lahko, mogoče kakšen pridružitveni sporazum, ali bi bila kakšna možnost. Zakaj? Kaj je Kanačanom tako blizu, ko gledajo te ali pa ko gledajo Evropo? A smo si tako podobni? Ker včasih, ko gledamo življenje v Ameriki, sploh v kakšnih velemestih in tako naprej, se nam zdi, da vendarle sta to dva svetova. Ne? Ja. Tako po razmišljanju, tudi po načinu življenja, medtem ko tisti, ki malce bolj spremljamo življenje v Kanadi, se nam zdi, da saj ste nam malo bolj blizu, malce bolj enaki. Ali se motim? No? Tako je, Kanada je glih nekje vmes, na pol poti, ne, med Združenimi državami in Evropo. Je pa zelo podobna Evropi ampak in še posebej Sloveniji. Še posebej Sloveniji po vrednotah, načinu razmišljanja. Dosti mojih kanadskih kolegov pravi, pa ne samo osebnih prijateljev, no, tudi ljudi na državnih pozicijah, večkrat omenijo, da je Slovenija Kanadi poleg skandinavskih držav najbolj podobna država po vrednotah, načinu razmišljanja, načinu pristopa do stvari. A tako francoskemu kot angleškemu delu? Ja, Francozi se pa z nami malo pa vidijo tudi ta kulturni del. Kakor govorim za francoskimi Kanačani, no, vidim dosti podobnosti na kulturnem področju. Ker Slovenija recimo daje dosti poudarka kulturi, ohranjanju jezika, spodbujanju raznih kulturnih praks, in to je zelo prisotno v francoskem delu Kanade tudi. Čeprav mi si kar težko predstavljamo, ne, to je 2-milijonski narod, saj veš, saj si doma v Brežicah, ne, pa kadar si doma, ne, naprimer, ti rabiš 2 uri pa pol, morda razen zdaj, ko so kolone na avtocesti, pa priješ iz enega konca na drugi konec. Te razdalje v Kanadi so popolnoma drugačne. To je pol celine. To je res, ja. To je res. A se bo težko navaditi na to, naprimer, ko si šel tja? Počasi priješ do tega. Najprej ti je čudno, ne, kako da v 15 minutah ne priješ nikamor, kar je pa v Sloveniji že skoraj četrt Slovenije, ne. Tam je normalno, da se v službo voziš 2 uri, 2 uri in pol v eno smer. Z avto? Ja. Ali pa z javnim prevozom, ni nič nenavadnega, no. Tako da je bil pa zelo pozitiven šok, bi rekel, ko sem se preselil v Slovenijo leta 2016 in sem imel samo 1 uro vožnje do službe. Tako da, ja, prijatelji v Sloveniji so rekli: "Kako se voziš?" Iz Portoroža, nekaj časa sem se vozil iz Portoroža v Gorico. Čakaj, pa ne moreš se v Gorico? Ja, pa saj samo ura pa 10 minut. Ne. V Torontu sem imel pa recimo 2 uri, kolegi pa določeni 2 uri in pol v eno smer. Zdaj imate, oziroma slovensko veleposlaništvo je kje? V centru? Slovensko veleposlaništvo je v centru Ottawe, zdaj živim zelo blizu veleposlaništva, grem peš zjutraj. Niti s kolesom ne rabim iti, ker je hitreje peš, dokler se daš na kolo, ga zakleniš.
a nam malo pišeš, zdaj vsi poznamo, ne vem, kako je živeti v Gorici, pa Aha, ne vem, v Ljubljani in tako naprej. Kako je živeti v Ottawi? Kakšno je to mesto? To je, se mi zdi, da mesto, ki ima ja. največ multikulturnosti v Kanadi, če se ne motim. Ne? Ne, Ne? to bo Toronto. Aha, ok. Toronto je Okay. ne samo najbolj multikulturno mesto v Kanadi, ampak najbolj multikulturno mesto na Na svetu. svetu. Okay. Vse narodnosti so Mhm. tam, vsi so tam, kogar si želiš najti, bo tam. Um, v Ottawa je prav tako multikulturna kot vsa Kanada. Kanada je že kot država izredno multikulturna. Je pa Ottawa zelo uradniško mesto. Mhm. Um, tako da neke Kanadski Bruselj. ene vrste, ja. Ja, 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 ja. Tako da bom rekel, mestnega življenja, tega mestnega utripa, kot ga vidiš v Torontu, v Montrealu, pa tudi v Ljubljani, ne, to Ottawi malo manjka. Po drugi strani pa je Ottawa super, ker imaš ogromno ene zanimive narave okrog. Imaš ogromno priložnosti za, ne vem, izlete s kanuji, za kolesarske izlete, so super kolesarske poti v vse smeri narejene, za pohode po naravi, za vse to je super mesto, no. Mhm. Če potegnem te vzporednice, ko si rekel, da se Kanačani kar prepoznajo v Slovencih in Slovenci morda tudi v Kanačanih, a je način življenja tudi enak? Je ta ritem, ne, v Sloveniji vendarle še vzdržujemo, da uspemo biti Ja. nekaj časa doma, čez vikend pa ne delati in, ne vem, obiskati kakšen vikend kolege. Skratka, ta malo bolj naraven način življenja, vsaj v Ottawi. V Ottawi malo bolj kot v Torontu. Mhm. Je tako, velemesta so velemesta, tam se dela od jutra do večera in, pol še kaj prostega časa izkoristiš za to, da še kaj narediš za službo. Mhm. Kar verjetno večina vaših članov tudi ve iz lastnih izkušenj, ker ko postavljaš podjetje, moraš tudi v prostem času marsikaj narediti za svoje podjetje. Ottawa ima recimo malo bolj laid back, življenjski stil, načeloma podobno kot Vancouver. Potem imaš pa mesta, kot je Toronto ali pa Montreal, kjer je pa podobno kot New York. Mhm. A je zdaj malce tudi o Slovencih, ne, tam vem, da je slovenska manjšina v Kanadi kar precej močna, tudi kar precej povezana. Tako, ja. Koliko jih je v okolici Ottawe ali pa ne vem, ali so bolj razdrobljeni po Ja. po drugih koncih Kanade? V Kanadi je približno 40 000 Kanačanov, ki so vsaj deloma slovenskega rodu. Slovenska skupnost ni med največjimi, je pa med najbolj organiziranimi. Slovenska skupnost ima svoje banke, svoje šole, svoje domove za ostarele, svoje cerkve, svoje parke, počitniške parke, dvorane. Samo v okolici Toronta, v bližnji okolici Toronta, to pomeni do 5 ur vožnje iz mesta, je približno 10 slovenskih parkov. To so property v velikosti približno kampa Lucija ali večji, kjer imaš dvorano za dogodke, prostor za dogodke zunaj, bazene, igrišča, kamp hišice, kapelico. In tam se v poletnem času dogaja od petka do nedelje, nekateri pa še ostanejo, ne vem, čez teden. Kaj to pomeni? Da v resnici, če bi šli danes Slovenci tja, Ja. bi se počutili, kot da smo doma, ali je ta način in govora, potem ta R in tako naprej, vendarle toliko prisoten, ohranjajo pa, ne vem, slovenske pesmi, ples, to, kar ponavadi vidimo, ko govorimo o Slovencih na tujem. Tako je, prva generacija zna slovensko, druga zelo redko, tretja v glavnem ne. Ohranjajo pa slovensko tradicijo. Ja. Potica in Potica, ja. Razne slovenske jedi, narodne noše. Potem imaš na vseh teh slovenskih parkih redno gostujejo ansambli iz Slovenije. Večinoma se gre za narodno zabavno glasbo. Imaš pa tudi druge Slovence, ki redno gostujejo v Kanadi in so izredno uspešni. Recimo en tak primer je DJ Umek, ki vsako leto gostuje v Kanadi. Vem, da eno leto je imel celo 20 000 obiskovalcev na Ontario Place. To je bil še metal zasedba, Within Destruction. Tudi slovenski fantje, v glavnem igrajo po Aziji, ampak so igrali takrat v Torontu za pretežno azijsko publiko, zanimivo. Tako da, ja, je slovenska pop kultura
prisotna. Mhm. Poleg narodno-zabavne imaš pa tudi druge zvrsti, ki pa večinoma, tako bom rekel, slovenska skupnost v parku, v teh parkih in po slovenskih dvoranah večinoma bukira narodno-zabavne ansamble. Splošni promotorji v urbanih središčih, v Torontu, Montrealu in ostalih večjih mestih pa bukirajo ostale popularne zvrsti. Rekel si 40 000, pa da imajo tudi slovensko banko. Tako je. A res, kakšno? Banka se imenuje Moja Financial Credit Union. Mhm. Predtem sta bili to dve slovenski banki, Mhm. oziroma kreditni zadrugi. No. Ena se je imenovala Crack Slovenian Credit Union oziroma Krekova slovenska kreditna zadruga, druga pa Slovenia Parishes Credit Union, kreditna zadruga slovenskih župni. Sta si delili isto parkirišče in sta bili največja konkurenca ena drugi. Tipično slovensko. Kasneje so pa ugotovili, no, da se skupnost manjša, da je le pomembno stopiti skupaj, da je bolj pomembno sodelovati, kot razmišljati o razlikah. In so te dve kreditne zadrugi združili v eno res močno finančno organizacijo. Zanimivo. Včasih govorimo, da slovenske banke kupujejo tujci, ne? Zdaj imamo sicer močne banke tudi doma, ampak da jo imamo tudi v Kanadi, a je finančno močna. Bi rekel, da lahko tudi tam naša podjetja, ne vem, dobijo dobre kredite, kaj ceneje. To bi pa pozval podjetje, da se kar direktno povežejo z njimi. Upam, da ne bo to izpadlo Ne, kot ne. reklama za Moja Financial, ampak so kar solidni, no? Niso med večjimi. To sem hotel omeniti, no? Slovenska skupnost ni med večjimi, je pa ena od bolje organiziranih. So skupnosti, ki so dosti večje od slovenske in nimajo nobenih svojih inštitucij. Slovenska pa, se pravim, No, saj šole, zato, ne, banke. šole, banke. Ja. Včasih preberemo, ne vem, da v Ameriki, ne, tam slovenske skupnosti niso več tako močne ali pa ne finančno podprte, pa morajo prodati včasih tudi kakšno cerkev, ker jo ne morejo Ja. vzdrževati. Teh težav kanadska skupnost nima. Tudi v Kanadi imamo to težavo, skupnost je stara. Včasih se zgodi, da greš na dogodek in je povprečna starost 80+. Določeni organizatorji poskušajo čim bolj pritegniti mlajše občinstvo, mlajše člane, ampak imamo tudi v Kanadi ta problem. Eden od slovenskih parkov, ki sem jih omenjal, se je dejansko že prodal v zadnjih letih. Je pa tam tako, Kanada je zelo dinamično okolje, ne. Toronto je imel nekoč 3 slovenske četrti, od tega je ena zdaj korejska predvsem, druga je portugalska, tretja je pa mešana, ne. Je pa zelo zanimivo, ne, korejska četrt, ampak še vedno je tam cerkev Marija Pomagaj in okrog je pa so vsi ti korejski znaki, ne. Kako aktiven si ti, recimo v tej slovenski skupnosti? Očitno si med mlajšimi, ne, se pravi, verjetno pade nate veliko, tudi pričakovanj ali pa možnosti, da lahko potegneš kakšno stvar naprej. Ja, kot nekdo, ki dela za Kanadsko-slovensko gospodarsko zbornico, si vpet v to skupnost polno, ne. Se pravi, v letih dela, to je bilo pred veleposlaništvom, v letih dela za to organizacijo, seveda je bilo treba vedno sodelovati z različnimi deležniki v skupnosti. Pa tudi prej, no, ne vem, jaz sem bil, včasih sem šel kaj predavati na slovensko šolo, kaj učiti otroke, ali pa voditi kakšno radijsko oddajo na slovenskem radiu v Torontu. In tudi to imamo. Vsak dan oddaja? Ne, oddaja enkrat na teden. Aha. Lahko da je bila v preteklosti kaj bolj pogosta, tega ne vem, ampak ko sem se jaz pridružil, je bila enkrat na teden. Še zdaj si tam moderator? Ne, zdaj ne več. Zdaj lahko od doma delaš, ne? Ja, to je res, to je res. Dejansko so me pa glih 2 dni nazaj poklicali, a bi lahko mogoče še kdaj kakšno oddajo. No. Bomo videli. Tako da, Ena zanimiva stvar je, na primer, tudi Jan Tomše, s katerim delam tukaj na SBC-ju, je bil v Kanadi, kjer sta se tudi vidva srečala in je takrat Jan dejal, da ko ste obiskovali te Slovence v Kanadi, da je obisk Slovenca, ki prav prihaja iz Slovenije, ne, pri kanadskem Slovencu nekaj najlepšega, kar se lahko Slovencu tam zgodi, ne. Se spomniš kakšnega takšnega dogodka? Tam je tako, ko si nekaj časa tam, v tistem okolju in nimaš stikov z Slovenci iz Slovenije, je samo, da nekdo pride iz Slovenije, prinese en kos domovine s sabo in to je navdušenje, no.
kdorkoli pride iz Slovenije, pa ga pripelješ kam v skupnost, pa ga predstaviš ljudem, bojo vsi wow, wow. No, mogoče je Jan omenil, ene gospe so bile tako navdušene, da so šle iz enega, ko bi rekel, iz enega pozibavanja v to, da so začele tam plesati okoli, prižgale glasbo. Mi smo bile tako fajn, ko smo bile mlade, zdaj pa te pa videli, pobje. Aha. V glavnem. Ja. Tako, no, je zelo navdušujoče za marsikoga. Vsak nov, ko pride iz Slovenije, ker moramo vedeti, da večina teh ljudi, ki so zdaj stari 80 plus, oni so prišli tam kot najstniki in so si zgradili to skupnost, so jo ustvarili v svojih 20, 30, 40 in potem pa noben več ni hodil iz Slovenije. Oziroma se je zelo redko zgodilo, da je kdo prišel, ne? Ker ni bilo več teh velikih kriz, ki so bile v Sloveniji, zaradi katerih so ljudje šli. Ko smo imeli to finančno krizo pred približno 15, 16 leti, v 2008 Sloveniji. do 2012, ja. Tako, ja. Takrat je nekaj malega ljudi, mladih, prišlo iz Slovenije v svojih 20-ih in to je bilo za vse tam, ki so jih srečali, je bilo to wow, vsi so bili, super, ste prišli iz Slovenije, wow. Tako da, ja. A pa je, naprimer pod Trudeaujem, ne, so bile meje, vsaj če smo mi tako brali, relativno odprte za prebivalce ostalega sveta. Ja. Ampak ravno to je bila tudi ena izmed največjih težav, potem ko je naprimer tudi Trump postal znova predsednik, ne, ker je dejal, lejte, kaj vi spuščate v Kanado, tudi v Kanadi, ne, včasih pa zdaj preberemo, da se je stopnja kriminala in ostalih stvari dvignila. Kako je v resnici s tem vstopom v Kanado, ne, naprimer, da kar prideš kot ekonomski migrant, naprimer, no? Ja, to spreminjajo vsakih par let, oziroma včasih tudi na krajša obdobja, tako da ker Kanada velja, ne, za odprto državo, vse. Tako, ja. Saj si rekel, ne, tam je največja multikulturnost na svetu. Tako. Kako to deluje, kako to živi v resnici? Ker s tem se v Evropi zdaj veliko ukvarjamo, ne, saj veš, v Evropi imamo na eni strani remigration, ne, ko se nekateri želijo, na drugi strani, ne, odprte meje so bile v času Angele Merkel, vojne, ki jih zakuha večinoma Amerika, ne, pa potem begunci, ki pridejo, in s tem se v Evropi veliko ukvarjamo. Kako je v Kanadi s tem? Kanada ima en svoj sistem, ki je precej močen, in ko ti prideš v državo, se moraš prilagoditi temu sistemu. Ne moreš iti proti njemu, ker te sistem požre. Recimo, čisto en primer, no, fiskalna disciplina. Vse temelji na fiskalni disciplini. Ti, ko prideš v Kanado, zelo hitro dobiš brez vsakega problema kreditno kartico. In potem pa na tebi, da si pa začneš svoj credit history ustvarjati. Ker če pride do tega, da imaš kakšne zamude pri računih, neplačni računi ne obstajajo, ne, kot prvo. Res? Ne. Ampak če zamude pri računih so lahko zelo velik problem, ker ti to zbija kreditne točke. In če nimaš dovolj visokih kreditnih točk, potem ne moreš najeti stanovanja, ne moreš tudi določene službe, če se hočeš zaposliti, bojo tudi tvoj kreditni skor pogledali. Na en kup stvari to vpliva. In moraš delovati, kar se tiče fiskalnih stvari, moraš delovati vzorno. Tudi če si ne želiš, ampak moraš tako delovati. A je potem ta finančna pismenost v Kanadi, kaj se na višji ravni kot v Sloveniji, da se od malega s tem mnogo bolj ukvarjajo? Nekateri se ne, ampak tega se pa večina ljudi zaveda, da moraš svoj credit score vzdržati. Kaj pa se zgodi, prej si rekel, ni neplačanih računov. Ja. Kaj pa, če ga ne plačaš? Prej ga boš mogel plačati, obresti se bojo višale. Zdaj, če boš razglasil stečaj, potem ti več let noben ne bo dal nobenega posojila, nobenega kredita. To ni v redu, ne. Jaz sem recimo en svoj primer, ne. Jaz sem en svoj primer, zavarovanje za avto. Sem imel na trajniku in se je vsak mesec trgalo iz trajnika, to je tam normalno, se ti preko trajnika trga iz računa, se drugače niti ne gre. No, in en mesec sem imel par dolarjev premalo na računu, da ni šlo skozi. In kaj se je zgodilo? Jaz sem to vseeno plačal potem par dni kasneje, ko sem to videl. In kaj se je zgodilo? Kličejo iz zavarovalnice, gospod, vi ste imel pa v zadnjih 2 letih ste imel pa
2 prekoračitvi hitrosti in zamudo pri plačilu. To je bilo prav poudarjeno, zamuda pri plačilu. Zaradi tega se vaša zavarovalna polica ukine. Kaj pa lahko naredimo? Ja, in potem ona gleda, plačeval sem tam $170 na mesec, ne, prej. Najcenejša, ki jo lahko dobimo za vas, bare bones, brez vsega, je $300 na mesec. Ste pa odgovoren za vse, ne. In potem imaš to na kartoteki. Tu govorimo o eni zamudi za plačilo. Imaš to na kartoteki 2 leti. Po 2 letih plačevanja 300 na mesec se potem počasi začenja to nižati. No, in pol še ene 2 leti, da si prišel tam nekje na 200, ne. To je en tak primer. Drug primer je pa na drugi strani, ne. Zamuda pri plačilu, če ti kje delaš za kakšno podjetje. To je, Da ti oni ne izplačajo plače, misliš? ja, Ja. da ti zamudijo, ne, da ti zamudijo. Jaz sem imel primer, smo v podjetju delali, je bilo zmenjeno, da bo plačal vsak petek opoldne ob 12, da bo denar na računu. Je bila nova zaposlitev, ura je ene 5 minut čez 12, pride gospa iz finančne do mene, cela bleda in se opravičuje in je rekla, da se je nekaj zmotila pri številkah, če lahko mi prosim dajo ček, upam, da ne bom zameril. Pa saj delaš, ne. Okej, ne. Ob 12:30 sta prišli šefica finančne službe in generalna direktorica podjetja. Šefica finančne službe se je opravičila v imenu celotne finančne službe in mi dala ček z mojo plačo. Generalna direktorica podjetja se je opravičila v imenu podjetja, v svojem lastnem imenu, je obljubila, da se to več ne bo ponovilo, in ker je vedela, da imam rad glasbo, mi je dala potem še en darilni kupon za $50 za eno bližnjo trgovino z glasbo. Ja, tako da to je bil primer, ko so v Kanadi zamudili z plačilom, no. Sicer v pol ure, ne, ampak to se kaže, iz tega tudi vidite, kakšna je fiskalna disciplina tam. A bi potem rekel, da je Kanada sila urejena država? Ja in ne, no. Tako kot tu, ne, določene stvari funkcionirajo boljše v Kanadi, določene stvari funkcionirajo boljše v Sloveniji. Tudi tam ni idealna birokracija. Tudi tam znajo postopki kakšni trajati in se zavleči in pol, ne veš, kam bi se obrnil, in je treba to malo, poiskati. Določene stvari so pa zelo urejene, ne. Recimo fiskalna disciplina je super. Vidim, da je na prvem mestu, ja. Ja. Kaj pa šolstvo? Gremo morda k šolstvu. Aha. So šole zastonj? Vemo, da v Ameriki pač niso, če želiš priti nekam daleč. Kako je v Kanadi s tem? V Kanadi šole, no, vsaj osnovne, imaš javno šolstvo, ki mislim, da je brezplačno, pa katoliške šole mislim, da so tudi brezplačne. So pa tudi privatne šole, kamor lahko vpišeš otroke. Kar se pa tiče univerz, je pa vse plačljivo. No, in tvoja zgodba, a ne, je kar zanimiva, kar morda niti ni prava beseda, da si lahko Slovenec privošči šolanje na univerzi v Kanadi, potrebuje koliko denarja? Morda takrat ali pa danes. Ja, no, moj študij je bil približno 30,000 na leto. Se pravi, to je bil 5-letni študij, zdaj pa izračunamo, ne. Pa si jih imel, ko si šel tja? Ne. Ne. Glede na kanadsko fiskalno disciplino bi rekel, da si moral kar precej čarati, kaj si naredil. Okej. Jaz sem se takrat ukvarjal z glasbo. Bil sem art direktor v ambasadi Gavioli v Izoli, ki je bil en, verjetno poznate, to je bil prostor za dogodke z predvsem elektronsko glasbo. In je bilo, čakaj malo, zakaj ne bi uporabil to mrežo, naredil en leverage na to mrežo, ki je bila zgrajena, ne, po celem svetu z ustvarjalci, tako glasbenimi kot, drugimi, in da bi se naredil en festival, ki pomagal financirati, študij. No, in ta festival se je izvedel, je bil uspešen, potem je rastel. Prvo leto je financiral samo moj študij, potem je rasla tudi s tem moja ekipa. Potem je začel financirati študije še ostalih. Imeli smo spin-off evente v različnih državah, v Angliji, v Izraelu, v Kanadi, v Južni Afriki. Tako da potem pa ugotoviš, ne,
da je ustvarjalnost brez enega poslovnega znanja v bistvu samo hobi. Mhm. Tako da v enem momentu vidiš, čakaj, ne, jaz pa rabim tu malo več znanj iz biznisa, rabim malo več znanj iz marketinga, tudi malo moram razumeti, kako stvari delujejo, mogoče kakšen political science ne bi bila slaba zadeva. In sem potem v enem momentu prešaltal moj študijski program iz gledališke igre na multidisciplinarni program na Yorku, kjer sem poleg ustvarjalnih predmetov imel tudi political science, international business, marketing, administration studies, management in so on. Če prav razumem, je v resnici nabiranje denarja za tvoj študij bilo kot nek startup. V bistvu, ja. A ne? Ja. In virtualna organizacija. Mi smo imeli mednarodno ekipo, Mhm. nekdo je bil v Sloveniji, nekdo je bil v Nemčiji, nekdo je bil v Kanadi, nekdo je bil v Izraelu. In potem smo mi vsi komunicirali na daljavo celo leto, in za centralni dogodek smo potem leteli na lokacijo v Slovenijo. In si nabral 150 000 evrov oziroma dolarjev kanadskih za študij. Ne naenkrat. To je No, bilo, ja, ja. To je vsako bilo, je to dovolj. je treba počasi ponavljati, mislim. Odlično. Je treba ponavljati Kaj projekt. si se naučil iz tega, da si delal v takrat najbolj priljubljeni diskoteki, ambasadi Gavioli, da si se šel v tak dogodek Mhm. in da v resnici danes verjetno to znanje uporabljaš za zelo podobne stvari, samo da delaš drugačne dogodke, tokrat povezuješ gospodarstvo na veleposlaništvo. Ja, v bistvu ni precejšnje razlike. Kar sem se naučil, je to, da v bistvu je zelo pomembno vzdrževanje mreže pa coalition building. Pa da ti uspeš pritegniti k sodelovanju na istem projektu in pri tem k istem cilju deležnike z zelo različnimi interesi. Recimo, damo Gavioli za primer, ne. Tam si imel ti izvajalce glasbe, ne, si imel ti druge artiste, si imel lokalno skupnost, si imel lokalno študentsko skupnost, si imel občino in si imel obiskovalce. In zdaj, kako vse te ljudi spraviti skupaj, da vsi delajo na skupnem cilju? Ker dostikrat so zelo različni interesi med različnimi skupinami, ki se tu vključujejo noter. Tako da to mislim, da bo en tak. No, in zdaj vprašanje, kakšen cilj ima slovensko veleposlaništvo v Kanadi? Kaj je v resnici sploh na tvojem oddelku, ne, kjer se borite za posle, za promocijo slovenskega podjetništva? A bi rekel, da je cilj znan in da tudi najdete rešitve? To je zelo dobro vprašanje. Naš cilj je pomagati slovenskim podjetjem, da vstopijo v trg. Mi dajemo predloge, mi jih povezujemo z kanadskimi deležniki, mi jim posredujemo informacije, ki so relevantne. Na koncu je pa vedno na podjetju, ki želi vstopiti na trg, da se tega loti tako, kot se temu gre, bi rekel, na tistem območju. Zdaj ta menjava med Slovenijo in Kanado, jaz sem malo pogledal, v resnici ne narašča toliko, kot bi pričakovali. Sploh Tako, ja. glede na to, kar si povedal na začetku in ko sem tudi sam bral, Kanada res potrebuje partnerje onkraj oceana. Zakaj? Zato, ker z Ameriko ima zdaj v bistvu tudi trgovinsko vojno, lahko rečemo, ne? Ker vsaka pot čez mejo, ki je bila prej neobdavčena, je zdaj deležna davka. Če pride v Evropo, pa ne, samo razdalja je tista, ki je kriva, ne, da stvari ne tečejo tako hitro. Kje je največ priložnosti za Slovence? Zdaj lahko rečemo za Evropo, ampak ajde, dajva reči za Slovence. Kje lahko tam dobimo nek prostor za rast posla? No? Ja, zdaj Slovenija je ena od najbolj industrializiranih držav v Evropi in en kup stvari dela zelo visoko kvalitetno, ampak hkrati zelo nišno. Se pravi, Kanada, ne bom rekel, da sploh ni prostor za B2C brande, ampak B2C brandi, da jih ti zalaufaš v Kanadi, rabijo ogromno enega vložka. Od evropskih delov to v glavnem samo večje korporacije, no, Nestle in podobni, ne. Slovenija ima pa zelo dobro nišo na tehnološkem področju, še posebej, kar se tiče, recimo en tak primer zdaj, in smo imeli prav aprila smo imeli na Ministrstvu za zunanje zadeve eno konferenco na to temo.
Kanada išče dobavitelje za dual use in obrambne tehnologije. In to je za slovenska podjetja je ogromna priložnost, ker zdaj prav dobavitelji se iščejo, partnerji se iščejo. Iščejo se tudi partnerji, prek katerih bojo kanadska podjetja našla mrežo v Evropi in evropska v Kanadi. Se pravi, eno je ta tehnološka podjetja, Defense Dual Use, področje umetne inteligence. V Kanadi se zelo, zelo razvija. Kanada, what's the right word? Investira milijarde dolarjev v umetno inteligenco. Montreal je en tak center, recimo, kjer imajo tudi konferenco All In, ki se vsako leto dogaja, kjer bi bili zelo veseli, da pride kakšna slovenska delegacija. Tako da, če bo kakršenkoli interes v prihodnosti. To je to. Potem Kanada je država z ogromno surovinami in z ogromnim storitvenim sektorjem. Vsako leto je v Torontu največja konferenca v Severni Ameriki, PDAC, na temo rudnin, redkih zemelj, mineralov, rudarstva. Zdaj, v Sloveniji se rudniki zapirajo, Slovenija ima izredno znanje na tem področju in mislim, da je samo udeležba na enem takem sejmu bi lahko odprla ogromno priložnosti za mogoče podjetja iz krajev, kjer se rudarstvo zapira, pa imajo vsa ta znanja. Ne samo za v Kanado, ampak mogoče preko Kanade tudi kam drugam, ne. To je tisto, kar ti počneš. Gledaš, kje so priložnosti, in potem dvigneš nek telefon in pokličeš v domovino, to prvo domovino, rečeš, ok, fantje ali pa dekleta, tukaj v Kanadi se to pa to pripravlja, to pa to išče, naredite domačo nalogo še na tej strani. Tako je. Ali dvigne kdo telefon? Včasih ja, včasih ne. Včasih samo, ok, pošlji mail, mail se pošlje. A imaš kakšen primer, kjer se je telefon dvignil, kjer so se zavrtele potem številke in kontakti in je dejansko prišlo do neke izvedbe? Dober primer torej. Dober primer. Saj veš, na primerih se največ naučimo. Ja. Imeli smo podjetje, ki deluje ki nas je kontaktiralo na področju medicinske diagnostike. Smo jim pomagali z 2 dogodki v Kanadi, predstavitvenimi in z obiskovalci na teh dogodkih, z vabljenjem konkretnih pravih ljudi, in so se podpisali pogodbo za distribucijo z enim največjih distributerjev tovrstne opreme v Kanadi. Dober primer. Ja. Veš kaj, zanima me, ker si včasih težko predstavljamo. Dobro, imamo veleposlaništvo v neki državi, v Kanadi bi verjetno potrebovali 2, glede na velikost, ne? Ampak v redu, imamo svoje veleposlaništvo. To je država, ki ponuja veliko priložnosti za Evropsko unijo, za Slovenijo. Potem pa imamo včasih problem, ker si rečemo, dobro, ali je slabo spropagirano, ali pa ne vemo, kaj vse se tam dela in ponuja. Zato sem bil vesel, ko si rekel tudi, da prideš v ta studio, zato ker se mi zdi, da se moramo s predstavniki naše države, sploh pa ti, ki si že pol domačin tudi tam, več pogovarjati, več slišati, zato da se te informacije v času, ko res hitro potujejo, še bolj slišijo. A je tvoj glas, je glas veleposlaništva in potem tudi ministrstva doma dovolj slišan med gospodarstveniki, med podjetniki? Včasih ja, včasih ne. Včasih se zgodi, da so že podjetja zainteresirana, pa mogoče vmesno okolje pri temu nima posluha za to, kar jim povemo. Smo imeli tudi par takih primerov. Kjer smo imeli podjetja, smo imeli v Kanadi interes, je bil pa vmesni člen, ki je mogoče deloval malo prepočasi. A je treba v Kanadi vseeno hiteti v narekovajih, kar pomeni, da je to prostor, kjer ga bodo zasedli pač drugi, če se v Sloveniji tisti, ki imajo kaj za ponuditi, ne bodo zganili? Katere države so tiste, ki se najbolj zdaj drenjajo na poti v Kanado? Ja. Zdaj, v Kanadi so umaknili, vsaj v Ontariju so umaknili iz prodaje ves ameriški alkohol, se pravi ameriška vina, viskije in tako. Seveda je Francija skočila takoj za svojimi vini. Seveda. Ogromno evropskih držav, oziroma nekatere evropske države vlagajo ogromno sredstev v povezovanje s Kanado in imaš ti redne delegacije, redna povezovanja na vseh nivojih, od gospodarskih delegacij do akademskih in drugih. Francija, Poljska, Nemčija,
te 3 države so izredno aktivne, baltske države so izredno aktivne. Jaz vidim kolege iz Estonije, Litve, Latvije, pa tudi Finske, no. Tudi ogromno enih dogodkov organizirajo na terenu, poslovnih in strokovnih, tako da ja. Je gneča. Je gneča. Sloveniji so precej naklonjeni, nažalost ni takšne aktivnosti iz slovenske strani, kot bi si jo mi želeli. Omenil si 3 baltske države, Estonija, Latvija, Litva, radi se z njimi primerjamo zaradi velikosti, potem pa včasih, pa števila prebivalstva, ne, potem pa včasih slišimo, ne vem, Estonci, ki so kar precej pred nami, ko gre za digitalizacijo, tako naprej, malo ugasnemo to primerjavo, ampak vseeno, ne, če te 3 države kažejo, da se da, da jim se verjetno tudi Slovenci bi dalo, če bi mi prepoznali Kanado kot eno izmed strateških poti ali pa naložb, kaj? To je res, ja. Okay. To je res. Po eni strani je tudi precej pomembno, kako ti komuniciraš z Kanadčani. Ni en specifičen način komunikacije, ki mogoče nekdo, ki je komuniciral predvsem v lokalnem okolju, ga ne pozna, ampak tudi zato imamo rešitev, da se pred delegacijami v Kanado naredi par coaching sessionov in se jih Kaj to pomeni? So pripravi. bolj zategnjeni ali kaj drugega? Po eni strani so bolj politično korektni, določenih stvari se ne omenja, po drugi strani so pa določeni načini, na kakšen način poveš, da jih boš pritegnil. Ker v Kanado hodijo cel svet hodi v Kanado prodajati. Kanado na koncu prodajalci niti več ne zanimajo, ker je vsak je prodajalec iz Indije, Kitajske, Amerike, Evrope. Tako tega je ogromno in to potem gre mimo, je šum. Če pa ti kanadskim partnerjem predstaviš, in tle ima Slovenija eno zelo dobro prednost. Če gremo par korakov nazaj. Slovenija je zelo majhna država, trg je skoraj 0, globalno gledano, ne. Kar pomeni, da mora vsako slovensko podjetje imeti precej dobro vzpostavljeno mrežo širom Evrope in tudi večinoma na Zahodnem Balkanu ali pa CEE regija, ne. Kar ni vedno the case v drugih državah, večjih. V Italiji, v Nemčiji, v Franciji, podjetje iste velikosti, kot je v Sloveniji, bo čisto zadostno v lastnem okolju. In to je pa en plus, ki ga lahko ponudimo kanadskim partnerjem, in tu bojo zagrabili. Ker Kanadčanom vedno, ko rečeš, da so priložnosti v obe smeri, da če sklenejo partnerstvo z slovenskim podjetjem, imajo potem takoj dostop do te mreže, je to za njih wow. Tu jih potem dobiš. Ne samo, da ti njim prodaš, ampak jim v resnici ponudiš evropski trg. Tako. Večina, ker dejansko danes večina podjetij išče dvosmerne priložnosti. In če jim ti ponudiš dvosmerne priložnosti, si zmagal. Zanimivo. Zdaj, ti si Slovenec, Kanadčan, kaj si, ko te vprašajo v resnici? Dobro vprašanje. Odvisno, kateri potni list imam v žepu takrat, ne vem, odvisno od situacije. Zdaj A kanadski odpira več vrat kot slovenski? Mislim, da je slovenski kar na vrhu. Sta kar enakovredna, no. Sta kar enakovredna. Ko prečkaš mejo z Ameriko, pokažeš katerega? Ko prečkam mejo z Ameriko, pokažem kanadskega, ker je to lažje. Drugače pa kjerkoli drugje pa je, ko greš v Evropsko unijo, je dobro imeti evropskega, oziroma slovenskega, ne, ko stopiš v Evropsko unijo. Ko greš pa kamorkoli drugam, pa odvisno iz kje letim, no. Če letim iz Kanade v kakšno drugo državo, potem letim s kanadskim, če letim iz Slovenije v kakšno drugo državo, letim s slovenskim. Zdaj, v Ameriko kar velikokrat hodiš, ker je tvoje dekle, tvoja partnerka, ne, kaj je po narodnosti že? Perzika. Perzika in dela v Los Angelesu zdaj. Tako je. Kaj počne tam? Dela za olimpijski organizacijski odbor in dela v material planningu. Se pravi, zdaj morajo v naslednjih 3 letih, oziroma 2 letih že, morajo nakupiti vso opremo za olimpijske igre in potem bojo pa 1 leto prodajali to opremo. To je precej velik zalogaj, ker tak ogromen dogodek zahteva ogromno ene logistike in Kje si jo spoznal, če ni skrivnost? na rojstnem dnevu pri sošolki.
In kako se zdaj potem zgodi, da pri sošolki najdeš Perziko, ki potem dela v Ameriki? Je to na vaši strani sveta zelo enostavno, vsaj tako se sliši. Ne? To je Se nam zdi, da že če imaš službo v Ljubljani, pa si iz Celja, da je to zdaj že kar logističen zalogaj. Ne? Tukaj pa mi ti zdaj govoriš o celotnem svetu, ki se prepleta, in dobiš službo pa še v Los Angelesu, ki je zopet verjetno eno najbolj drugačnih mest v Ameriki. Ja, vse je prepleteno. Vse je prepleteno, kot sem rekel, Toronto, no, moja dekle je iz Toronta, drugače, no. In tudi sošolka živi v Torontu, sošolka je pa iz Brunaja. Ampak tam smo vsi izpovsod, vsak je iz nekje drugje. Cel svet je na kupu, vse je prepleteno in to ni nič nenavadnega, no. Bi bilo bolj nenavadno, da je bila dva z istim backgroundom. Wow, kako si pa našel enega z istim, ne? Aha. A je napačno prepričanje, ki ga imam sam morda, da če pri Američanih velikokrat ločimo na zelo konzervativni del, pa potem na ta liberalni del v večjih mestih, ne vem, New York, pa mogoče Miami, pa tudi Los Angeles, da Kanačane raje ali pa drugače delimo na angleško pa francosko govoreče, ali je tudi ta konzervativni pa bolj liberalni del? Ker ko smo imeli Trudeauja, je bil v bistvu neka zvezda. Je bil kot nek Macron ali pa tako, smo nekaj, poglej, ta je modern voditelj Kanade, ampak v resnici zdaj izmenjavo se mi zdi, da se tudi o politiki v Kanadi manj govori, da je to politično premoč, tako vzel Trump s svojim ravnanjem. Kakšni ste sploh, Kanačani kot narod? Ne? Pisan narod, multikulturen narod. Vsak je Kanačan plus še neki, ne? Recimo, jaz sem Slovenc, vsak je nekaj drugega. Kaj pa so glavne teme pri vas v Kanadi, recimo, pogovora? Tako kot v Sloveniji se veliko pogovarjamo o politiki, da nas kar precej deli, tudi v Kanadi politika ljudi deli? Ne toliko kot v Sloveniji. Ne toliko kot v Sloveniji, ni tako pomembno. Tam politika je pomembna zato, da zagotovi pogoje, da bo vsi lahko rasli, no, če je to prava beseda, da bojo lahko v redu živeli, v redu poslovali. To je pa tudi to, no. Če se ljudje prav ne ukvarjajo z politiko, jih več kot toliko pol niti ne zanima. Kaj pa sosedski odnosi z Američani, kako pa je s tem v zadnjih letih? Ti odnosi so bili zelo dobri, prejšnja leta. Amerika je bila najboljši prijatelj Kanade, do pred kratkim. Do pred kratkim, ko se je začel ta odnos krhati, na žalost, no. Kot sem prej omenil, so umaknili vse ameriške alkoholne pijače iz trgovin. Misliš, da je to nepovratna smer odnosov Kanade in Amerike, ali je to zgolj časovni moment enega in drugega voditelja? Za kanadsko-ameriške odnose upam, da to ni nepovratno, no. Po drugi strani je pa točno ta momentum ogromna priložnost za Evropo in za Slovenijo. Se pravi, Slovenija bi mogla to izkoristiti in skočiti na to žogo, predno se mogoče v Ameriki kaj spremeni in se zagotoviti svoj trg. Upam, da je to kdo posluša tak, ki razmišlja, tudi o tem, da Kanada vendarle ni tako daleč. Koliko časa potrebuješ, da priješ iz Kanade v Slovenijo? Koliko časa traja to? Približno 8 let. 8 ur. 8 ur, ja, je let. Si se navadil na časovni zamik, ko se vrneš domov? To je vedno ene par dni. Rabiš, da se navadiš. Je malo lažje v uno smer. Ampak to je to. Res me zanima, kaj počneš, ko prideš takole domov? Kakšno je življenje v resnici? Zdaj si kar zdomec, mislim, da ti lahko pripnemo ta nadimek, Simon Zdomec. Kaj počneš? Kakšne so te opravki? Najprej obiščeš vse sorodnike, družino in potem kaj? Ne, business first. Business first? Business first, ja. A je to tudi glavni razlog, da se vrneš domov? Ponavadi kombiniram, no, poslovno pot, pa potem še podaljšam za nekaj dni, da obiščem sorodnike, prijatelje, si vzamem kaj časa zase na obali. Tako. Ta slovenska obala, zdaj te malo s to velikostjo hecam, slovenska obala je seveda majhna,
Kolikokrat si pa na obali kakšnega jezera v Kanadi ali pa na kanadski obali, ker tam je jezero večje, Aha. kot je Slovensko morje, ne? Ja. Lake Ontario je približno velikosti Slovenije, ne. Tako. Tam je okoli Ottawe je ogromno jezer, tako da vsak vikend v poletnem času se gre na kakšno potovanje s kanujem ali pa kaj podobnega. Sem pa lani kupil avto in sem rekel, no, se pa odpeljem do obale, najbližje, morske, ne. Jaz sem se odpeljal do obale, malenkost po obali gor in dol in potem nazaj, ne. In to je bilo 6000 kilometrov narejenih. Nepredstavljivo. Za Za Slovenca, slovenske ne, razmere, za ne. slovenske razmere. Ja, to je bilo kar nekaj dni vožnje v eno smer, Mhm. potem ene par dni po obali gor dol in potem kar nekaj dni vožnje nazaj. Ker to pa je zanimivo, ne, če na primer v Evropi veliko ne govorimo niti o nemških idiličnih vaseh, ne, ker Aha. Nemčija ima zelo lepe vasi in mesta, zelo redko govorimo o kanadski obali, ne. O jezerih vemo vse, Ja. o rekah in tako naprej. Kakšna pa je kanadska obala? A se splača iti tja na morje? Morje je precej mrzlo tam, moram Ocean, priznati. ja. Ni vedno večinoma ni za kopati, no. Sem našel sicer eno plažo na Novi Škotski, kjer se je še nekako dalo, ampak ni primerljivo s tem, kar je tu. Mhm. Ker govorimo o atlantski obali, kjer potem ta topli tok gre po Evropi, gre proti Evropi, ne. In glih, ko se ohladi, pride potem po kanadski strani navzdol. Tako da morje je precej mrzlo, ne. Je lepo za pogledati, Mhm. je lepo za pogledati. Recimo jaz sem se takrat zapeljal do Nove Škotske in sem šel na Cape Breton in famozni Cabot Trail, Mhm. ki je ena od najbolj slikovitih poti v Kanadi, kjer imaš pol so fenomenalni razgledi na tisto obalo, na te klife. In na vsake nekaj kilometrov imaš hiking trails, da lahko greš na kakšen pohod, ne vem, si še kakšne slapove tam ogledati in tako je zelo zanimivo. Ni pa to obala, kot jo poznamo v Mediteranu, ne. No, to je pa naslednje moje vprašanje, ne, če ti prideš domov, pa greš na obalo v Portorož, pa pač se tam sprehoditi, Kanadčani kam potujejo? A je Kanada dovolj velika, da je težko zvabiti kanadske turiste na naš konec sveta? Kanadčani večinoma potujejo na Karibe, Mhm. ker je to zelo blizu in poceni, ne. Za njih je Evropa še vedno en tak fancy pojem. Evropa je za njih Slovenija pa ni na splošnem radarju. Mhm. Slovenija je zelo butična destinacija, pol ima tudi smisel, da se jo kot destinacijo promovira točno določenim interesnim skupinam. Ja, težko Kanadčanov nekje ob jezeru ponudiš naravo, ne. Ja, čeprav, ne, imaš ljudi, ki so zainteresirani za hiking, za te pohode. Pa ima mogoče kakšno hiško na jezeru, ampak jaz sem imel primer, ko so ene gospe so videle, koliko je pa tega v Sloveniji, teh hiking opportunities, in so si pol takoj zbukirale pot za 2 tedna v Slovenijo in so prehodile, ne vem, tisti 2 sta hodili po 30 kilometrov na dan, gor po Alpah in pol, ne vem. V glavnem možnost je, no. Mhm. Možnost je, ko enkrat vidijo, kakšna je Slovenija in kakšne so možnosti, se jih dosti odloči. Koliko veliko je slovensko veleposlaništvo v Kanadi, ne, koliko vas je tam? 6 plus šofer. 6 plus šofer. Ja. Šoferje potrebuješ za to, da te pripelje te velike razdalje? Ne. Šofer opravlja funkcijo največ pomoči veleposlaniku. Mhm. Se pravi, od tega, da primarno veleposlanika pelje kamorkoli je potrebno, do tega, da gre v nabavo, ne, Vsega, ne. vsega, karkoli je potrebno. Ponavadi je šofer en tak, ki skoči in ki se šravfa in zrihta in pripelje, odpelje, en tak handyman, ne. Pa je še kdo, razen tebe, Kanadčan tudi po narodnosti, se pravi, no, ne narodnosti, ste Slovenci, ampak vsi tam samo na začasnem delu in se potem vračajo, ali si ti edini, ki si ostal tam? Ne, trije imajo diplomatski status, Mhm.
trije smo pa temu se reče lokalno zaposleni, se pravi, da imamo tudi kanadsko državljanstvo. Od tega je ena Slovenka, gospa, druga je Tajka, ki je tajnica. Tako, Gojite kanadski duh tudi v slovenskem veleposlaništvu. tako. Sej drugače tam ne moreš, tam je multikulturno. Šofer je, mislim, da kitajskega porekla, tudi Kanačan. Kanada je takšna, je pisana. Ko se pa ti vrneš domov, ne, jaz sem takoj zaznal, priznam tudi zato, ker je Primož, ki tukaj skrbi za naš studio, tvoj brat, ne, pa rekel, Simon se vrača, pa tudi midva sva bila nekaj v kontaktih, ko sem bil jaz v Ameriki čez lužo, pa se takrat nisva ujela. Ampak koliko zanimanja pa je za tvoje prigode, zgodbe, ko se vrneš domov pri slovenskih, ne vem, ali medijih, ali pa morda tudi na Ministrstvo za zunanje zadeve in morda tudi na gospodarske ministrstvo. Ker si na začetku prej odgovoril business first, zato me zdaj zanima. Ja, ponavadi, ko se razve, da sem tu, začnem dobivati en kup enih e-mailov strani različnih podjetij, kdaj bi se lahko srečali, če se lahko kakšen termin najdem za njih, različne podjetja, različne organizacije, tako da, ja, zanimanje je. To pomeni, da ko se zdaj vrneš nazaj domov v Kanado, da te slovenska podjetja lahko pokličejo. Se pravi, ta linija vzpostavljena, rečejo, živijo Simon, mi bi pa to potrebovali in potem vi na tisti strani poskusite to rešiti. Tako to deluje? Tako, ja. Zdaj, če dam še en predlog slovenskim podjetjem, zelo pomembno je, v Kanadi je zelo pomemben ta osebni stik. Zato, ker podjetja vsak dan dobivajo kupe mailov iz vse povsod, ki jim ponujajo marsikaj, ampak zelo pomembno je, da prideš v Kanado osebno in osebni stik s temi predstavniki podjetja vzpostaviš. Eno gospo sem vprašal, ki je živela oziroma še vedno živi tam, kako bi ona opisala Kanado v 2 besedah, in je rekla, zaprta vrata. Zato, ker če greš sam trkat, na vrata so večinoma zaprta in večinoma je ignorirajo. Ampak, če si pa ti na določenem dogodku, kjer boš ti srečal predstavnike teh podjetij, teh organizacij, ko se ti enkrat srečaš osebno, je pa to čisto nekaj drugega. Ker potem pa niso več zaprta vrata, potem ga pa lahko kadarkoli pokličeš, hej, jaz sem tu, imam, super. Ne. Zanimivo. Tako da jaz bi pozival podjetja, vaše člane in tudi ostala slovenska podjetja, dajte se udeleževati. V Kanadi so izredno kvalitetni dogodki z B2B sestanki, z ogromno priložnostmi za mreženje. So prav narejeni tako, da spodbujajo k mreženju in izmenjavi kontaktov. In tu si potem narediš ogromno tega. 50% je narejenega s tem, da si tam. Moram te zdaj vprašati, prej, ko sem te spraševal o tvojih začetkih, kako si šel v Kanado, pa si rekel, v ambasadi Gavioli smo zbirali denar in zdaj govoriš o teh B2B dogodkih. A se še kaj ukvarjaš s podobnimi idejami, organizacijami in dogodki? Težko bi zdaj verjel, da si kar opustil glasbo in takšne druženja in dogodke, da ni kakšne nove ideje. Bi se z veseljem, ne, ampak potem to se spremeni v eno. Struktura ostaja, spremeni se pa oblika, pa vsebina mogoče. Sej, dogodke še vedno organiziramo, na veleposlaništvu redno organiziramo dogodke, promocije Slovenije, razne poslovne dogodke, razne dogodke za skupnostjo. Ja, koncerti pa. To me zanima. Ja, ne, tega pa ne zadnje čase. Je pa delo isto, ne. Mislim, skillsi so isti. Se pravim, bi z veseljem, ampak so druge stvari zdaj, ki imajo prioriteto. Zdaj te pelje malce v prihodnost. Več kot očitno si se našel v Kanadi, več kot očitno tam uživaš, še državljanstvo so ti dali. Kaj je bil pogoj, da si dobil državljanstvo? Pogoj je bil, da živiš v Kanadi kot permanent resident, da si v roku 4 let 1100 dni v državi kot permanent resident. Zdaj, najtežje je pa dobiti prav ta permanent resident status. Tu so pa potem pogoji, ki se pa iz leta v leto, včasih pa še bolj pogosto, kot se rekel, menjajo.
ko sem se jaz prijavil na to, sem imel vso akademsko izobrazbo iz Kanade, tudi en kup sorodnikov gor, malo ti preverijo tvoj background. Takrat je bilo to. Kakšen druga leta si mogel imeti zagotovljeno službo, recimo, ne? Čisto odvisno. Čisto odvisno. Dosti ljudi iz Slovenije je prišlo v času krize preko work holiday vize. To je program, ki še vedno obstaja, kjer lahko Slovenci, če se odločijo, mislim, da je do 30. leta ali do 35. Ne vem točno. Ne me držati za besedo. Lahko pridejo v Kanado in ostanejo tam leto dni in lahko imajo pravico dela, kjerkoli želijo. In dosti jih je prišlo, nekateri so ostali samo eno leto, nekateri so si pa našli službe potem za naprej in so dali vlogo za permanent resident oziroma kakšen drug status, da so potem ostali naprej še leta in dosti teh je še vedno tam. Ne? No in zdaj, ne, če se dobro počutiš, dobil si državljanstvo, kje se vidiš čez 15 let, ko bo tvoje diplomatske kariere na ambasadi konec? V Kanadi? Boš ostal? Wow, to je zelo dobro vprašanje. Ne vem, ali bo Kanada, ali bo kjerkoli drugje po svetu, ne vem, ali bo to Slovenija, tudi tega ne vem. Tudi kjerkoli drugje po svetu, ne zapiraš teh možnosti, da bi šel drugam? Ne zapiram teh možnosti. Kaj te pa žene, da ostaneš? Tokrat seveda verjetno služba, ne, ker več kot očitno vidim, da uživaš. Dekle morda ostane v Ameriki, te bi pot lahko peljala tudi tja? To je tudi ena od potencialnih možnosti, ampak nikoli ne veš. Nikoli ne veš. Morda še tole, ne, kaj si se naučil skozi ta leta, ko živiš v Kanadi, ker vendarle je drugačno okolje, to je vele mesta, ne, v Sloveniji vendarle tega nimamo, pa tudi ogromno narave, multikulturnost, strpnost. Kaj je tista vrednota ali pa vrlina, morda oboje, ki jo dobiš, ko se takole odseliš iz Slovenije, pa svoj dom najdeš drugje na drugem koncu sveta? Se naučiš dosti bolj ceniti Slovenijo. In to, kar je to. A bova končala tukaj? Se mi zdi ta lepa misel za konec. Hvala lepa, Simon, da si vzel čas. Varno pot nazaj, kdaj potuješ? Potujem jutri zjutraj. Varno pot nazaj, lepo se imej, hvala lepa, da odpiraš vrata slovenskemu gospodarstvu, slovenskim podjetnikom. Če bo kdorkoli želel kontakt, naj se obrne kar na slovensko veleposlaništvo v Kanadi ali pa konec koncev tudi na nas. In ob naslednji priložnosti bom prav vesel, ko kakšno dobro zgodbo, kjer ste uspešno odprli vrata, ne, da niso closed doors, kot si rekel, deliš tudi z nami. Tako da hvala lepa. Hvala vam. Vam pa hvala lepa, ker ste bili z nama. Verjamem, da ste v tem pogovoru s Simonom uživali tako kot sam. Meni se zdi vedno fascinantno poslušati Slovenca, ki uspe, ki uživa in se ima lepo tudi na drugem koncu sveta. In Simon se več kot očitno ima, za povrhu vsega pa tam dobesedno odpira vrata za druge ideje, ki prihajajo iz Slovenije. Hvala lepa, do naslednjič. SBC Intervju, podcast kluba slovenskih podjetnikov.